te nehumane ure jutranje. Zdaj pa že to naštimo en komad, kjer ga so se naučila v Afriki, kjer ga je Asimue predvajal vsako jutro. In je to zdaj na vseh potovanjih postala že ena klasika. Dobro jutro! Dobro jutro! Uganda! Dobro jutro, banda! Dobro jutro, banda! Dobro jutro! Zdaj, midva kot taka naravoslovca in ljubitelja živali. Anže. Tuk spoštujem te naravoslovne fotografe. Fotkajo wildlife, to je divje življenje. Divje življenje oziroma živali v naravnem habitatu. In se mi zdi, da bi imel jaz eno kljukico v življenju. Če bi mi ratalo ujeti v objektiv majhno ptico, ki se imenuje kingfisher. Nisem vedel, da se te ptici po slovenski reče vodomec. Še posebej pa nisem vedel, da v Sloveniji tukaj zraven Grosupeljskega obstaja vodomčev gaj. In jaz mislim, da če ga bom v Sloveniji kje ujel, v objektiv je to sigurno v vodomčevem gaju. Ja. No, to je on. Predvsej dober ribič je. Tako zaletava v vodo. Pa saj ti fotograf bi lahko tudi eno fotko naredil. Ja, se bom. In najino srečo sva seveda hotela preizkusiti že takoj na začetku v eni od opazovalnic. Mora biti pa čistih, da ne splašiva ptic. Jaz mislim, da če si daš to na glavo, bo si je kakšen vodomec prišel. Vodomec. Vidiš, sam kapo sem si dal gor, pa že ptiči prihajajo. Obročkovalci postavijo take mreže, v kire se ptice ujamejo. Da pa jih lažje privabijo, uporabijo njihovo oglašanje. In potem sledi obročkanje. Smrdokafra. Obročkanje ptice je ena znanstvena raziskovalna dejavnost, pri kateri obročkovalci ptice lovimo, jih označimo s takimi posebnimi obročki. Mi obročkamo zato, da se o pticah čim več naučimo. Glavni razlog, da se pa hočemo kaj naučiti, je pa vedno varstvo ptica. S podatki potem lahko njih tudi zavarujemo, logično, če poznamo, kje živijo, kdaj se selijo, čez kakšne habitate potrebujejo. Tale se ujel približno 10 minut nazaj. Zelo je pomembno, da ko obročkamo ptic ne zadržujemo predolgo. Kako pa obročkanje zgleda? Ene take majhne obročke bomo uporabljali. So ekstremno majhni, pa ekstremno lahki. Jaz sem tako vzel njegovo nogico in novo dobu za pestanca. Težega pa tudi nič ne ovira, ker je pač to ekstremno lahko. Jaz vam lahko dam za poteškati. Največji, ki ga imamo v Sloveniji. Veš, kako ekstremno lahk je. To pa ne. Nojo pa ne obročkamo. Rošči se lahko. To smo rekli, je? Plavček. Plavček, ja. Določiti moramo spol, če je to mogoče. To določamo ponovati ali po barvi perja, ali po velikosti, ali je samička. Koliko pa imamo v Sloveniji vrst ptičev? Nekje pod 400 je trenutno potrjenih. Opaženih vrst ptic v zadnjih 75 letih. Ja, dobrih 200 vrst gnezdi v Sloveniji. Določiti moramo starost. Teli veliki kravci so pa modri, vidimo razliko v kontrastu. To pomeni, da je ta ptica mlada. Ko se bo pa on pregolil, se pravi drugo leto, bo pa vsaj 2 leti že star. In bo imel v bistvu isto barvo, takrat bomo pa samo vedeli, da je starejši od 1 leta. Taka ptica živi, to tudi z obročkanjem ugotavljamo, koliko časa živijo. 10 let maksimalno, bi že ekstremno stari, ampak ponad pa tako 5 let, če je odraslo starost dočaka. Večina jih umre že v 1. letu, se pravi malih pride do te odrasle starosti, da gnezdi. Kakšne ptice imajo samo enega mladiča, recimo albatrosi, oni imajo enega mladiča na več let, sploh ne vsako leto. In tistega mladiča ekstremno veliko energije vložijo in imajo potem pač procent preživelosti vsem večji. Recimo sinica ima pa na let, lahko če je dober let, komot 15 mladičev, brez problema v 2 leglih ali pa še več. In posledično je pa logično, da bo tistih več umrlo. Pač v naravi vedno deluje zakon močnejšega, pozimni hrane, predatorji so. Tako evolucija deluje, zato so se pač vsi zdravi razvili in zato pač grejo najboljši geni vedno naprej. Tale ima 67 mm dolgo perut. Potem ga moramo pa še stehtati, to pa čisto zato, da vidimo, če so ptice podhranjene, pol bi v bistvu ugotovili, neki jim fali letos, ali je vreme prehudo, ali bi šli iskati kaj razlog in bi potem spet lahko pomagali zaščititi tiste habitate, ki so za njih pomembni. Tako da vedno jih tehtamo jih pa s pomočjo tacega posebnega tulčka.
Tale ima 11 gramov in pol. Zdaj pa še najbolj pomemben del, se pravi, ptico moramo spustiti, da res vidimo, da je z njo vse v redu. To so zavarovane vrste ptice, moraš imeti posebno licenco že, da rokuješ z njimi, pa res moraš biti dobro izurjen. Jaz sem več let se pripravljal na tale izpit. Novštik je probavo. To, da ptica lepo leti, je pa vedno nek pokazatelj, da vse, kar delamo, je v redu. Najdalj ptica, ki smo jo tukaj ujeli, je iz Švedske. To je bičja trsnica. To je mehna ptica, s temi svojimi 10 grami. Sem preletela v 3 dneh. Se pravi, ko smo obročkali, pa vnesli to v bazo, je bil obroček star 3 dni, smo ugotovili. Zračne razdalje, mislim, da je bilo pa 1250 km. Tole je približno velik, 10 gramov ima. To preleti. 1200 km v 3 dneh. Mora biti pa zato, dobri vremenski pogoji pa tako. To ne morejo pač ptiči delati vsakodnevno, res se morajo poklopiti dejavniki, da selitev lahko tako lepo teče. Jaz imam toliko enih vprašanj, da te bom skozi prekinil. Ampak pol te večje ptice lahko koliko dolgo letijo? Najdaljša selitev je pa zabeležena pri vrsti progastorepi kljunač. On je šel v bistvu čez cel ocean, iz Aljaske, pa potem nekam v Avstralijo, čez cel Pacifik, in 11.500 km zračne razdalje v dobrih 10 dneh, šloh 2 tednih, mislim, da je bilo 11 dni. Brez da bi pristal. To so ptiči, ki se dvignejo na približno eno veliko višino, Triglava recimo, in potem brez prestanka letijo. In v tem času pokurijo vse svoje maščobne zaloge, kar nekaj svojih mišic v bistvu za energijo in še celo ene dele svojih organov v bistvu se jim zmanjšajo, ker to energije posrkajo. Tako da res naporna stvar. In so še eni ptiči, ki pa nikoli ne pristanejo. Tale črni hudournik je ptič, ki v bistvu celo življenje leti. Na tla se usede samo, ko gnezdi. Dokler pa on ni spolno zrel, pa praktično nima razloga, da bi se usedel. In pri enem osebku so zabeležili, da se 3 leta sploh nikoli ni usedel, ker oddajnik beleži gibanje. Se pravi, on spi v zraku, on pije v zraku, on je v zraku, ker lovi žuželke in se nikoli ne usede. V bistvu težje mu je sedeti. Kako pa spi? Kako pa spi, ja. Kot delfini lahko rečemo, ko ima pol možganov spijo, pol pa ne. On se dvigne na zelo, recimo, veliko višino in potem v spiralah leta dol počasi in spi in pa se spet dvigne in spi. Tak pol spanec temu rečemo, ampak je Ok, še enega zelo posebenega ptička držim zdaj v roki. Zakaj je zelo poseben? Dajte mi povedati, a ste ga že kdaj videla? Se vam sanja, kaj je to? No, to je zelo zanimivo. Velika večina ljudi, vprašam, če so že kdaj videli tega ptiča, mi rečejo ne. To je zanimivo, ker jaz zdaj v roki držim najbolj pogostega ptiča v Sloveniji. Ljudje mislijo, to je vrabec, to je vrana, pa ni. To je črnoglavka in v kakšnem gostem grmu ali pa v gosti krošnji drevesa, Zaradi tega je tudi video ne poznata. Če bi pa recimo znala oglašanje ptic, bi jo pa povsod zaznala, ker poje pa ekstremno lepo. Lahko ga pa tudi hipnotiziramo. Jaz se tudi malo s tem ukvarjam. Tako da samo tako le daj roko. Jaz sem pa probal tega ptiča zdaj hipnotizirati, pa bo malo še počil, preden gre na pot. Kaj zdaj? Kar odpihnemo. Tale fant, ki naju je sprejel, Gaber, nama je povedal, koliko velik je v bistvu upad oziroma izumiranje ptic v Sloveniji. Če jih razdelimo na 3 skupine, imamo gozdne ptice, vodne ptice pa... Kaj so že travniške? Travniške. Populacija gozdnih in vodnih ptic je relativno stabilna, sicer tudi v upadu, ampak travniške vrste so pa v zadnjih 20 letih, se pravi, ko se je začelo bolj intenzivno kmetijstvo, upadle za 70%. Mora. V Sloveniji. Tisoče let že tukaj živijo, pa so stabilne, so zdaj v 20 letih padle za 70. To je katastrofa. Pa pred 20 leti so že ful upadle. Ni bilo to zdaj, da je to kar bila pred 20 leti še vse populacije. Že takrat jih je bilo ful manj. To naši otroci ne več vedeli, kaj so travniški ptiči. In travniške ptice gnezdijo v travnikih noter, na njivah in to, ko pride kombajn. Ja, itak, sam poredera. Izsuševanje, zgodna košnja, pesticidi. Zelo imamo lepo naravo, to vidim jaz tudi sam. Res je lepo, res zgleda lepo, je pa zelo prazna narava. Če si biolog, pa se v bistvu poglobiš vanjo. Če gremo na Balkan, recimo glih kontra, se pravi, nimajo take urbanistike, hiše so povsod, smeti povsod ležijo, ampak je pa v bistvu bolj polna narava, kar se tiče biotske pestrosti. Se pravi, bolj, ko gremo pa v ta zahodni svet modernih subvencij, modernega intenzivnega kmetijstva, je pa v bistvu se ta kulturna krajina čisto izprazna. Imajo pa posod take fajne opazovalnice, da se lahko skriješ, pa oprezaš za ptiči. In najno srečo sva seveda hotela še enkrat preskusiti. Le tam ima še zgoraj nadstropje. Kako dober. Že, ko vidim, da te srbijo oči, sem klele prinesel od dedka iz Sovjetske zveze, ta prav daljnogled.
Tako da če v švajnu oči napel, boš mogoče Putina videl. Nažalost, Kingfisherja danes nisva videla, tako da tudi nobene fotke dobre nisem naredil, ampak to je narava, ne moreš predvideti in zato so tudi te fotke divjih živali toliko bolj cenjene. Da pa nav ste rekli, da niste videli nobenega Kingfisherja, dam pa v naslednjem story fotko od prijatelja z Hrvaške, ki dela vrhunske fotke divjih ptic. A hočete videti najmanjšega ptiča v Evropi? Ja? Torej res gre za najmanjšo vrsto v Evropi. Je kar težko prijeti. Kako je dober. Ja. Koliko je mečka, ne? To je rumenoglavi kraljiček. Daleč, daleč. Res najmanjši ptiček. To bo zdaj najmanjšo tole do obroča. Obroček, ja. Te vročke dajo baje tudi na kubilce. A res? Okay. To pa tudi jaz nisem vedel, dobro. Reda. No, za tega me pa res Ferbec matra, koliko tehta. Pogledam. Kaj je ena vrečka sladkorja? Kaj čumaro, ja. 5 gramov, to je tako za predstavo, ko pri kavi vzameš ta sladkorček, dajte si ga na roko, boste videli, koliko lahek je ta ptič.